Vi ste heroji naroda cvet, ste šampioni, to ve v svet. Naše moštvo zdaj zbrano je, vse zastave plapolajo že, tribune so že polne in utripa nam srce. Navijači smo nestrpni že, kdo bo zmagal, kdo zdaj boljši je. Napeti so trenutki, preden tekma se začne. Točke, goli, koši, metri, sekunde odločajo, kdo najboljši bo. Stisnimo pesti za Slovenijo. Točke, goli, koši, metri, sekunde odločajo, kdo najboljši bo. Medalja žlahtna znova naša bo. Vi ste heroji naroda cvet, ste šampioni, to ve v svet. Točke, goli, koši, metri, sekunde odločajo, kdo najboljši bo. Stisnimo pesti za Slovenijo. Točke, goli, koši, metri, sekunde odločajo, kdo najboljši bo. Medalja žlahtna znova naša bo. Vi ste heroji naroda cvet, ste šampioni, to ve v svet. Vi ste heroji naroda cvet, ste šampioni, to ve v svet. Vi ste heroji naroda cvet, ste šampioni, to ve v svet. Dober večer, družba. Skupina AVE je bila z nami in heroji, uradna himna Olimpijskega komiteja Slovenije. Dajmo še en velik aplavz za njih. En lep dober večer želim. Kako smo, Zgornja Savinjska? Ste v redu? Smo v redu? Ste imeli en lep tak prazničen december? Ste? Jaz sem ugotovil, da sem ful vremensko občutljiv. Zdaj, ko je bil ta dež, sem bil čist moker. Je bilo za znojet. In v Velenju, ne vem, če ste slišali, je jelka novoletna se podrla. In baje je padla 2 metra stran od Titotove glave. Si predstavljate to naslovnico? Simbol kapitalizma podrl Titota. To bi bila lepa naslovnica. Kakorkoli, da se predstavim, moje ime je Uroš Kuzman, sem komik iz Velenja, sem prevzel odgovornost, da vas v tem večeru popeljem skozi najšportnike Zgornje Savinjske. Zdaj eni me mogoče poznate tudi po eni drugi plati, sem učitelj matematike,
Ostali ste me začeli sovražiti v tem trenutku, se mi zdi. Ampak danes upam, da mi ne boste tega zamerili, ker danes smo tukaj zaradi najboljših športnikov Zgornje Savinjske, a damo en velik aplavz, še preden se ta prireditev res začne za vse tekmovalce. Tudi sicer naj povem, da je delo na fakulteti za matematiko zelo plemenito. Jaz ga rad primerjam z delom v domu za ostarele. Tudi jaz imam ljudi, ki jih matra integracija pa odvajanje. Tu pa tam pa pregledam tudi kak koren z nizko potenco, tako da je zelo podobno. Ampak, kot smo rekli, danes smo tukaj zaradi najboljših športnikov Zgornje Savinjske in sicer ta prireditev poteka drugič, nagrado pa letos podeljujemo v 8 kategorijah. Izbor je potekal 3-stopenjsko in sicer glasovali ste lahko preko spleta, preko glasovnic v Savinjskih novicah, zadnje sito pa je predstavljala strokovna komisija, ki si je pridržala tudi diskrecijsko pravico in tu pa tam kakšnega kandidata postavlja na prvo ali pa katero drugo mesto, glede na njegove mednarodne in domače dosežke. Skratka, 1300 glasov smo zbrali in določili smo 8 zmagovalcev. Preden pa jih predstavimo, pa na oder vabimo enega izmed gostiteljev tega večera in sicer koordinatorja županov vseh 7 občin Zgornje Savinjske, gospoda Franja Naraločnika. Spoštovane športnice in športniki, mentori, starši, prijatelji. Najlepših prazničnih dneh ob zaključku športno bogatega leta 2017 vas pozdravljam v imenu županje in županov naših Zgornje Savinjskih občin. Prav je, da znamo izjemne športne dosežke naših športnic in športnikov, najbolj opaznih predstavnikov naše male države, ustrezno ceniti in spoštovati. Posebej pa še to velja za uspehe naših domačih športnih vzornikov, ki nam s svojim delom in dosežki vračajo neštete vložene prostovoljne ure in druge pomembne prispevke v njihovo športno vzgojo. Trud in pripravljenost zagotoviti osnovne pogoje za delo Zgornje Savinjskih športnikov se izraža v mnogoterih investicijah, ki jih izvajajo naše lokalne skupnosti, Zgornje Savinjske občine in v finančni ter drugačni lokalnim potrebam naravnani podpori. Verjamem, da se naše lokalne skupnosti dobro zavedajo pomena športne vzgoje in da po svojih najboljših močeh prispevajo k razvoju športa v naši dolini. Le s predanim pristopom lahko zagotavljamo pogoje za delovanje široke baze športnih navdušencev, ki v svojih sredinah rojevajo športnike državnega in svetovnega kova. Navdušeni smo nad rezultati naših športnih ekip, zlatih košarkarjev, bronastih rokometašev, namiznih tenisačev, odličnih slovenskih športnikov, ki jih imensko v tem večeru ne bi mogel niti našteti. Njihov vzor povleče za seboj nove in nove šampione, tudi iz naših krajev. Njihovemu delu in odrekanjem, njihovim ciljem in upom, njihovim zmagam naj bo namenjen današnji slovesen večer. Njim in vsem vam, športnim navdušencem, ki športnike pri njihovem delu podpirate, se z njimi veselite in tudi jočete. Večkrat neopaženi, pa vendar z velikimi srci in požrtvovalnimi rokami trdno vpeti v zgodbe o uspehu. Brez vas ne bi bilo šampionov, brez vas ne bi bilo največjih uspehov našega športa. Mednje štejem tudi organizatore in vse sodelujoče na današnji slovesnosti. Vsem v imenu županje in županov Zgornje Savinjskih občin iskrena hvala za vašo ustvarjalnost, vaše odrekanje, skrbi in delo. Uživajmo skupaj v današnjem večeru športa in skupaj izrazimo podporo Zgornje Savinjskemu športu. Vsem želim srečno in vse dobro, za našo posebno željo, da nas bo šport združeval in bogatil tudi v prihajajočem letu 2018. Gospod Franjo Naraločnik je bil to in protokolu je s tem govorom zadoščeno. Zdaj pa je zato čas, da se mi predstavimo v eno predstavo više in sicer, da se predstavimo uno športno, pravo navijaško vzdušje. In jaz sem si zamislil, da bomo na tem mestu naredili eno tako koreografijo, ki res pritiče temu dogodku in bomo izvedli en mehiški val. A smo za? A smo za? Pa bomo začeli tule
pevskem zboru na moji desni, dajte, ko bom rekel na moj znak, začeti poganati en val, pa naredimo 1-2 kroga tukaj okoli, da se spravimo v to navijaško vzdušje. Dajmo en aplavz, da se ogrejemo za to. Tako, smo pripravljeni, 3, 4, gremo! To pa je bolj tak žalosten mehiški val. Dobro, Zgornja Savinjska, to je za dom upokojencev v redu, ampak zdaj bomo pa naredili en tak mehiški val za Ljubno ob Savinji, a se strinjate, za naše športne skakalce in skakalke, tako da zdaj naredimo enega takega, da se prav stanemo gor in rečemo, ko smo na vrsti. Dajmo, 3, 4, zdaj, op! Pa še en krog, še en krog. Tako, to je pa že lepše, lahko si privoščite tale val še kdaj med podelitvijo, če se vam bo zdelo, da si ga kdo zares zasluži. Pred časom so naredili tudi eno raziskavo in so ugotovili, da to kulturo, to gesto poznajo v vseh državah sveta, najbolje pa jo izvajajo v muslimanskem svetu, ker pa je pač to gesto valijo po večkrat na dan. Tako, začeli smo s protokolom, začeli smo z malo sprostitve, nadaljujemo z malo glasbe. Z nami je pevski zbor osnovne šole Nazare in njegova dirigentka Katja Gruber. Izvolite.
zbor osnovne šole Nazar je okrepljen z 4 tolkavci, z nami so bili Manja Vačovnik, Vid Vodlan, Matic Tevš in Gal Ugovšek, ter seveda zborovodkinja Katja Gruber. Jaz sem vedno rad v družbi dobrih glasbenikov, ker sem tudi sam v mladosti hodil v glasbeno šolo. Jaz sicer nisem bil niti približno toliko talentiran kot te fanti in dekleta, ampak vseeno sem z eno tako veliko ljubeznijo pihal v tisto cev in živciral svoje učitelje, pa seveda svoje starše, ker jaz pravim, starši so tisti, ki res nastradajo, kadar otrok igra kak inštrument, ne, ker oni te poslušajo vsak dan, ne, učitelj te posluša enkrat na teden, 2krat na teden, oni te vsak dan poslušajo in pri nas v Velenju se je govorilo, da eni imajo sitne žene, drugi imajo pa otroka na klarinetu, ne. In moj ati je imel oboje. Jaz, če sem kdaj hotel biti sam doma, sem šel sam začel vaditi, ne, po 3 urah so šli na sprehod še sosedi. Prav, ko sem jaz začel igrati klarinet, je GURS znižal vrednost nepremičnin vsem hišam v naši okolici. Vseeno pa je bil nek tak moment, se spomnim, ko sem mogel pač ta klarinet nesti vrnat, bil je sposojen od glasbene šole in takrat smo ga z očetom nesla in jaz sem očeta pogledal, sem rekel, ati, a se zavedaš, da zdaj pa jaz prav nikoli več ne bom igral. In je bil en tak ganljiv moment, oče mi je dal takle roko okoli ramen, me je pogledal v oči pa je rekel, Uroš, iz tvojih ust v Božje ušesa. Tako da sem dobil svoje. Pa nič, da ne bomo predolgi, dajmo začeti s prvo podelitvijo. Prva kategorija, ki jo bomo podelili danes, je kategorija posebnih dosežkov. Zato na oder vabim oba podeljevalca, oziroma 3 podeljevalce, in sicer predstavnika podjetij Beli zajec in mizarstva Potočnik in podžupana občine Rečica ob Savinji, gospoda Draga Poličnika. Dajmo jih pozdraviti z enim velikim aplavzom. Seveda pa obenem na oder vabim tudi vse 3 nagrajence, torej tukaj poudarjam, tukaj so nagrajenci 3, torej nominiranci in hkrati nagrajenci, in to so Bernarda Zvir, Erik Rosenstein in Anja Drev. Pa se nam pridružite, 2 od teh sta prisotna danes, vabim na oder. Torej, nagrada v kategoriji posebnih dosežkov se podeljuje za na nek način neklasično tekmovalne športe in v tem primeru smo izbrali 3 dosežke, ki so res izstopali. Bom prebral prvi dosežek gospodične, ki je danes ni z nami, to je Anja Drev, oziroma, da ne bo pomote, Anja Drev, ne Ana Drev, ki kljub svojim hendikepom sodi med najbolj obetavne mlade smučarke v dolini, kar je dokazala tudi letos, ko je iz svetovnega prvenstva gluhih in naglušnih prišla z 2 medaljama, bronasta je bila v smuku in kombinaciji. Iskrene čestitke. Nagrado za posebne dosežke pa prejme tudi Erik Rosenstein, ki je po duši in tudi po izgledu, lahko vidite sami, športni ekstremist. Njegov šport sta tek in kolesarstvo, letošnje leto pa je najbolj zaznamovala njegova zmaga na tekmovanju Slo 24 Ultra, saj je v 12 urah prekolesaril 487 km ali drugače vozil je s hitrostjo več kot 40 km na uro. Izjemen dosežek. Še 3. nagrado prejme Bernarda Zvir, ki že vrsto let sodi med najboljše rekreativne tekačice na ekstremno dolgih progah. Posebno priznanje si je letos prislužila zaradi zmag na Istrskem maratonu, maratonu 3 src, maratonu Savinja in maratonu v Mninšek pod Brdi. Tako da 4 zmage, en velik aplavz. Iskrene čestitke, predlagam, da podeljevalci opravijo svojo nalogo.
Tako, pa pospremimo nagrajence in podeljevalce še z enim velikim aplavzom. Malo dlje časa so si vzeli, ampak prav je tako. Če tekmuješ v športu, ki traja 24 ur, lahko tudi podelitev traja vsaj 2 minuti. Tako da, evo, izvolite še skupinsko slikanje. In upam, da boste tudi v prihodnje navduševali z svojimi športnimi dosežki. Tako, prva podelitev je za nami in čas je za nov glasbeni premor. Meni pa je v čast in zadovoljstvo, da lahko med nami pozdravim starosto slovenskega kantavtorstva, žlahtni glas Gorenjske in človeka, ki je celi Sloveniji povedal, kakšen lulček ima njegov sin. Tako da dajmo mu en velik aplavz. Z nami je seveda, vemo, legenda Andrej Šifer. Živijo, dober večer. Kot vidite, moram te prvo malo dvigati. No, ampak tukaj danes slavimo dosežke športnikov, kjer so s svojo telesno močjo zmagali. Nihče se ne pogovarja o kakšnih duhovnih treningih in kajti duhovna rast je ravno tako pomembna kot telesna. In ne vem, s čem bi to lahko primerjali. Jaz sem to primerjal z rastlino. Kajti rastlina rabi vodo, to je hrana, tudi duhovni človek rabi hrano, literaturo, rastlina rabi sonce, tudi človek duhovni rabi okolje in rastlina rabi gnoj. In veste kaj, tudi za duhovno rast je gnoj nujno potreben in to so ljudje, ki ti vsak dan serjejo na glavo. To so ljudje iza okencov, ljudje na cestah. Skratka, takim ljudem morate reči, sicer si gnoj v mojem življenju, ampak nujno potreben za mojo duhovno rast. Ne bojim se, da v prihodnosti bomo odvisni od robotov, strah me, ko moč preide v roke idiotov. Tega me je res strah. Človeka bolj spoznaš po tem, kar govori o drugih, kot po tem, kar drugi govorijo o njem. Kar govorijo o njem. Zato ostan pri meni, ostan pri meni, ker sem edini na svet, ki je še iskren. Ostan pri meni, ostan pri meni, ga ni na svet, ki bi bil bolj zaželen. Samozavest ni to, da si prepričan zmago, ampak da smehom preživiš, tudi če izgubiš. To je fest samozavest. Rekel je kolega, da življenje je kot pasja sprega, če nisi povsem odspred, imaš hudičev slab razgled. Za drek razgled. Zato ostan pri meni, ostan pri meni, ker sem edini na svet, ki je še iskren. Ostan pri meni, ostan pri meni, a bo svet za zmeraj zimzelen. Svarim te le pred tem, kar ni v tvoj prid. Zame si edino, za kar se splača boriti.
teboj ukvarjal in na to se pogovarjal, ti bi raje govorila in se šele poljubila. Za umret, kakšen vrstni red, ostan pri meni. Ker sem edina svet, ki je še iskren, ostan pri meni, ostan pri meni. Ga ni na svet, ki bi bil bolj zaželen. Ga ni na svet, ki bi bil bolj zaželen. Se še vedno, živ. Dej, Šifer, drage dame in gospodje, dajmo še malo večji aplavz za gospoda. Ne vem sam, a je naključje, da ste Savinjčani v goste povabili Gorenjca. Vem pa, da na koncu noben ne bo dal za pijačo, ali kaj. Če stereotipi držijo, lahko me pa presenetite. Kakorkoli, preden nadaljujem, meni se zdi, da si tudi organizacijski odbor tele prireditve zasluži en velik aplavz, se strinjamo, lepo prireditev so nam pripravili. In kolega Ivo me je prosil, da mogoče povem, da smo tudi v goste probali povabiti neki znanih slovenskih obrazov, ki pa se žal niso mogli udeležiti. So pa nekateri med njimi poslali opravičila, ki bi jih želel zdaj vam predstaviti. Naprimer, znan slovenski pevec je zapisal: hvala za vabilo, a žal ne morem priti, še vedno imam fobijo pred košarkarskimi dvoranami in športnimi sodniki. Lep pozdrav, Zoran Predin. Naš smučarsko-skakalni as Peter Prevc je napisal: žal se mi ne izide, smo ravno na novoletni turneji, predlagam pa, da namesto mene povabite gospoda Boruta Pahorja. Tudi on visoko leta in se zna obračati po vetru. Dober predlog. Nazadnje pa smo dobili še en SMS enega izmed boljših slovenskih košarkarjev, ki pravi: res sem si želel priti, a smo s prijatelji žal obsedeli. Lep pozdrav, Igor Bavčar. Torej, žal znanih gostov slovenskih ni, so pa z nami ekipe Zgornje Savinjske in njim bomo podelili naslednjo nagrado. Zato vabim na oder predstavnike podjetij Input, Kamp Menina in Marki Transport ter župana občine Ljubno ob Savinji, gospoda Franja Naraločnika, da se mi pridružijo na odru, da podelimo nagrado za ekipo leta. Aha, očitno bo gospod sam. Pa dobro, boste pa sam. Saj mislim, da delo ne bo pretežko, tako da bo šlo. Ok, v tej kategoriji smo imeli 5 ekip in sicer smo izbrali 3 najboljše ekipe, ki so si to zaslužile. Izbirali pa smo med smučarsko-skakalnim klubom Ljubno BTC, ženskim odbojkarskim klubom KLS Ljubno, ženskim odbojkarskim klubom Mozirje, lokostrelskim klubom Gornji Grad in namizno-teniškim klubom Savinja iz Luč. Pa dajmo jih nagraditi z enim velikim aplavzom. Torej, konkurenca je bila zelo huda in v tej kategoriji je 3. mesto osvojila naslednja ekipa, seveda predstavnika vabim na oder. Torej, 3. mesto je osvojil SSK klub Ljubno BTC. Drugo mesto v tej kategoriji je pripadlo ženskemu odbojkarskemu klubu. Slišali smo, imeli smo 2 možnosti, ampak tokrat so drugo mesto osvojile odbojkarice iz Mozirja. Torej, domačinke. Seveda prosim, da se pridružijo na odru. Prvo mesto
pa je osvojil edini prvoligaš v Dolini, in sicer klub, ki se ukvarja z namiznim tenisom, to je klub Savinja iz Luč. Torej, če podam eno kratko obrazložitev, NTK Savinja je, kot sem dejal, edini prvoligaš v Dolini. V letu 2017 so se brez poraza v drugi ligi uvrstili v prvo ligo, kjer trenutno zasedajo 5. mesto med 10 ekipami in so po mnenju strokovnjakov najbolj prijetno presenečenje prve lige. Ekipo sestavljajo igralci Jure Slatinšek, Miha Grampovčnik ter Oskar in Patrik Rost ter seveda trener Jaka Golavšek. Pa mogoče v tem primeru damo zmagovalcu en malček besede. Vi ste? Jaz sem Patrik Rost, nisem se ravno pripravil na govor, ampak kljub temu rad bi se zahvalil vsem, ki ste glasovali za nas, seveda tudi vsem, ki nam na naši tej kratki poti zaenkrat stojite ob strani, nam pomagate na takšen ali drugačen način. Tako da to je to. Mi se bomo še naprej trudili, še naprej skakali za žogicami in upam, da se še daj vidimo na čem podobnem. Hvala lepa. Super, hvala lepa. Pa mogoče vsem, če smem še kako vprašanje dodati, zdaj Luče niso znani glih kot najbolj športen kraj. Kje pravzaprav trenirate, kako potekajo vaši treningi, vaše tekme, kako to zgleda? Treniramo, imamo na 2 lokacijah neke tekmovalne skupine treningov, ena je v Lučah, ena je v Spodnji Savinjski v Grižah, imamo pa treninge, izvajamo tudi po vseh osnovnih šolah v Zgornji Savinjski dolini, tudi po spodnji, tako da smo aktivni na večjih različnih. Super, in to je, mladi se navdušujejo nad ping-pongom, kot mu radi rečemo. Seveda, ponovno so navdušeni, zelo veliko otrok je zainteresiranih, tako da smo veseli v klubu in najbolj ponosni pravzaprav na to. Pa recimo, tako, če bi malo hoteli narediti en pogled v prihodnost, kje vidimo klub Savinja čez recimo 3 leta, se bo vozilo kakega Kitajca, bo to svetovno znan klub? Zdaj, mogoče čez 3 leta še ravno ne. Naša neka želja pa nek plan za naprej je, da bodo kar naši igralci mladi dovolj dobri v prihodnosti, da bodo sami nastopali uspešno tako v Sloveniji kot tudi v tujini. Če pa bo kakšna možnost za kakšnega Kitajca, da bo prišel nam kaj pokazati, pa tudi super. No, super. V Velenju imamo eno kitajsko restauracijo, pa boš probati tam pogledati. Hvala lepa, to so bili nagrajenci za naj ekipo, jaz se vam zahvaljujem. Mi pa gremo naprej in sicer gremo naprej z glasbo in ta glasbeni predah pripada še eni domačinki. Popravila me je, da ni iz Nazar, ampak iz Rečice ob Savinji, kar je treba biti kar korekten in precizen, geografsko je to kar zapleten pojem, tukaj 7 občin, ampak je gospodična tudi nekdanja rokometašica in pevka in za pevce radi rečemo, da kdor poje zlo ne misli. To se da interpretirati vsaj na 2 načina, ampak pri njej ta zloben način ne velja, kajti gospodična je doštudirala medicino, potem pa se je odločila za profesionalno petje, danes poje v operi in verjamem, da vas bo z svojim glasom navdušila. Drage dame in gospodje, z nami je Mojca Bitenc. Se
Mojca Bitenc, drage dame in gospodje. So se zatresle te glasilke in cela dvorana, se mi zdi, z njenim glasom, to je res lepo. Jaz moram povedati, tudi sam pojem v enem oktetu in vem, da tole je res težko doseči. Jaz sicer zdaj zadnje čase ne pojem več toliko veliko, grem pa tu pa tam še z našimi svetimi tremi kralji, z našimi koledniki, tu pa tam pet, ampak tam nismo toliko profesionalni, se vete, kaj kralji pojejo, ponavadi prvi bajti pojejo troglasno, pri tretji pa sam še glasno. Ne? Peta bajta je ponavadi uspeh, če sta vsaj še dva kralja, osma je pa tako daleč, da je bil še gasilci 3 dni, ko prodajo koledarje. Ne? Nič, mi gremo naprej, sledi kategorija najmlada športnica leta in sicer bodo nagrado podelili tokrat 2 predstavnika. Predstavnik Savinjskih novic in županja občine Solčava Katarina Prelesnik, pa jo vabim na oder. Nominiranke za mlado športnico leta so bile 3, in sicer Maja Mihalinec, Špela Pistotnik in Nika Cigale, se pravi 2 odbojkarici in tekmovalka v borilnih veščinah. So se nam že pridružile, oziroma, pridruži se nam samo zmagovalka in zmagovalka je ista kot lani, to je Nika Cigale. Sledi kratka obrazložitev. Nika je članica kadetske in mladinske reprezentance Slovenije, bila je najboljša igralka naše reprezentance na svetovnem prvenstvu, seveda pa uspešno brani tudi barve odbojkarskega kluba Mozirje, vsaj za enkrat, kajti verjamemo, da bo dekle s takim talentom imela lepo in dolgo kariero, morda celo v tujini, in seveda čestitamo za njeno športno prihodnost že sedaj. Naslednji glasbeni premor bo obarvala skupina iz mojega mesta, skupina, ki smo jo danes že videli na odru. Lahko povem tudi, da je njihov vodja, hkrati direktor vaše televizije, ki je glavni medijski sponzor te prireditve na nek način, in je človek, katerega ime gre meni bolj težko z jezika, gospod Rajko Đorđević. Če bi meni dali Rajko ime, bi se kar namatral. Tako da, dragi dame in gospodje, z nami so skupina Ave. Sem potova odšel, čeprav sem doma vse imel. Nekaj me gnalo in daleči svet, želite bil sem ujet. In oče je modro dejal, fant moj sploh veš, kje bo spal. In lepšega sveta, kjer ti si doma, to je Slovenija. Hej, stari, kaj mi boš pamet solil?
sem se rodil. Tu sem doma, Slovenija. Tu sem doma, Slovenija. Tu sem doma, Slovenija. Tu sem doma, Slovenija. Skupina Ave je bila z nami. Naj povem, da so oni tudi avtorji himne za nogometni klub Rudar, ki pa mislim, da se v Velenju nekako ni najbolj primla, pa ne razumeti narobe, pesem je super, tekst je super, problem je jezik. V slovenščini je. In pol navijači ne razumejo najboljš besedila. Ker vam jaz povem, jaz imam sina 5 let starega, jaz sem ga letos upisal na nogomet, U5 selekcija. Je prišel domov po 2 tednih, je znal 2 nova strokovna izraza. Ve, kaj je sudja, pa ve, kaj je magarac. Ker pri nas se je to v Velenju tako integriralo v naš jezik, da to ne more več človek verjeti. Ne vem, če ste opazili, v Velenju imamo en trgovski center na koncu Velenja, reče se mu Velenka. In meni je šlo to blazno na živce, sem skozi govoril, pa ne more biti Velenka. Če je ženska iz Velenja, je Velenčanka, ni Velenka. Ne? Ampak poli mi je pa susjed povedal v Šaleku, kjer jaz živim, je rekel, to je čist prav, sam ti narobe izgovarjaš. Ni Velenka, ampak je Velenka. Sem rekel, a ja, če je pa Velenka, pa štima. Pa da ne bomo omenjali samo podjetij, ki niso sponzorji današnje prireditve, na oder vabim predstavnika podjetja SKB in gospoda župana občine Nazarje Mateja Pečovnika. Podelila pa bota nagrado v kategoriji najboljši mladi športnik. V kategoriji najboljši mladi športnik so bili letos nominirani 3 tekmovalci, vsi odlični seveda. Prvi med njimi je smučarski skakalec Timi Zajc, lanski zmagovalec, alpski smučar Nejc Naraločnik in nazadnje še namiznoteniški prvokategornik Oskar Rosc. Zdaj, izbira je bila zelo težavna, fantje so bili en tak izenačen boj, ampak na koncu je naziv pripadel Orlu. Tako da mladi športnik leta Zgornje Savinjske je naš reprezentant Timi Zajc. To seveda ni Timi Zajc, je malce prestar, pa tudi aerodinamika ni čista prava za smučarske skoke, če se pošalim. Ampak naj povem eno kratko obrazložitev, zakaj Timija ni z nami, verjetno veste, jutri se začenja novoletna skakalna turneja, Timi je član slovenske reprezentance. Naj pa povem v obrazložitev, zakaj je postal letošnji najboljši športnik Savinjske doline v kategoriji mladih. Namreč lani je osvojil vse naslove državnega prvaka v prav vseh kategorijah. To je prvi skakalec, ki mu je to v Sloveniji uspelo. Lani je zmagal pri svojih 17 letih tudi v članski konkurenci, kar pa vemo, da v Sloveniji ni mačji kašelj. Tudi v svetovnem pokalu je že osvojil točke in na novoletni turneji mu želimo obilo uspehov in mu ga nagradimo z enim velikim aplausom, čeprav ga danes ni za nami. Tako, in če govorimo o mladosti, je prav, da združimo mladost tudi z izkušnjami. Eno posebno skladbo smo vam pripravili za ta večer in sicer eno najbolj legendarnih gospoda Andreja Šiferja, v kateri bo sodeloval tudi pevski zbor na moji desni iz osnovne šole Nazarje. Drage dame in gospodje, skladba Uspavanka za Evo.
Vsaka zvezda na nebu zamiži, teta luna prikima, se zasmeji, pogasili smo vse luči, da naša Iva lahko zaspi. Vsaka zvezda na nebu zamiži, teta luna prikima, se zasmeji, pogasili smo vse luči, da naša Iva lahko zaspi. Pa naj zaspi, naj skrije svoje trudne oči, pa naj zaspi, da se malo srce umiri in naj sanja le o lepih stvarih, ko sonce zbudijo na ustih gospe. Vsaka zvezda na nebu zamiži, Evin kužek zalaja, se poslovi v kraljestvo škratov sanj in vil, jo nese sila nevidnih kril. In že leti daleč proč od tega sveta, od tega, kar ne razume in kar ne pozna, saj jo čaka svet drugačen od sanj. Kako naj svarim jo, kaj rečem ljubran? Boj se ljudi, ki ne znajo jokati, ne gledajo v oči in ne znajo stisniti dlan. Boj se množic, ko mahajo s pestmi, šoferjev s klobuki, nabitih na volan. Pa naj zaspi, naj skrije svoje trudne oči, pa naj zaspi, da se malo srce umiri in naj sanja le o lepih stvarih, ko sonce zbudijo na ustih gospe. Vsaka zvezda na nebu zamiži, teta luna prikima, se zasmeji, pogasili smo vse luči, da naša Iva lahko zaspi. 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 Bravo, Katja, bravo, otroci. Andrej Šifler in uspavanka za Evo. Zagotovo ena lepših uspavank in tudi zelo učinkovita. Jaz sem to svojim sinovom pel, vedno so zaspali, čeprav še vedno se zdrznem, ko kdo reče spi kot dojenček. Kdo si je izmislil to frazo? Jaz bi ful rajš imel dojenčka, ki spi kot pubertetnik. Pa da ga v soboto zjutraj ne vidiš do kosila, se strinjate, a? Bi bilo bistveno lažje. Kakorkoli, na polovici približno smo po podelitvah in zaenkrat smo govorili samo o športnikih, nič pa še nismo rekli na temo navijačev. In zato sem se za en tak intermezzo odločil pripraviti en skeč, ki predstavlja en čist poseben segment navijačev. Zdaj, eni jim rečejo pasivni gledalci, drugi jim rečejo kavčarji. Uroš Zorman pa je 2 leti nazaj uvedel en čist poseben izraz, ki je meni še posebej pri srcu in sicer jih je imenoval foteljaši. In ta beseda se nekako v tej športni kulturi še ni čisto zares primila, zato sem se odločil kot matematik, da naredim eno tako strokovno definicijo tega izraza in povem celi Sloveniji, in to je tudi vam, Zgornji Savinjski,
kdo pravzaprav je foteljaš. Povabil sem 2 kolega, ki mi bosta pomagala tole demonstracijo opraviti, pa dajmo en velik aplavz, da se tale skeč pripravi in izvede. Torej, kdo je foteljaš? Čeprav gre v večini primerov za odraslega in do popolnosti razvitega homo sapiensa, pa njegovo obnašanje občasno spominja na primata. Njegova glavna značilnost je, da se ob prenosu športnega dogodka popolnoma vživi v dogajanje, čeprav ga spremlja iz domačega naslonjača. Tako športniki deli srečo, žalost in svojim glasnim navijanjem živcirajo vse sosede. Ker ima iz svojega fotelja zelo dober pregled nad igro, v vsakem trenutku ve, kaj bi akterji na ekranu morali storiti. Širi po boku. Pazi leđa. Včasih, ko ta navodila ne zaležejo, skuša igralce spomniti na to, kaj je pravzaprav cilj igre. Pa dej tret gol. Poleg trenerske pa pogosto začne upravljati tudi sodniško funkcijo. Tehnična. Eden od njegovih največjih vedenjskih fenomenov je, da se kljub svoji obstranski vlogi čuti zaslužnega za uspehe svojih varovancev. Kaj smo jim naredili? Stari, cel dan bi lahko špilali, pa nam ne bi mogli gola dati. Nimajo za burek. Na drugi strani pa je resnica, da jim v primeru neuspeha zelo hitro obrne hrbet. Celo življenje že igraš tudi fuzbal, pa ne moreš enega penala zadeti. I tako da ga ne moreš, če žgeš v njega, žge se v levi kot ali pa po tleh. V redkih, zelo specifičnih situacijah je foteljaš nezadovoljen tudi, ko so naši športniki predobri. Spomnimo se na primer Planice 2015 in izgubljenega kristalnega globusa. Kristus Jezus Tepeša, nisi mogel manj skočiti. Iz transa, ki ga doživlja foteljaš ob spremljanju športnega prenosa, ga lahko prekine ena sama stvar. Ja, Ljubica, povej. Ja, prvidel sem še, ja. Kaj delama? Ograjo štrihama. Ja. Koliko pa še imamo? 2, 3 četrtine, pa tam podaljšek iz kleti. Ja, mene tudi, ja. Meni se tudi ne ljubi več, ne. Ja, mislim, takoj, ko bom, pridem. Ja, jaz do tebe, čau. In čeprav tak preklop v moški družbi vedno izpade smešno, ga nihče od ostalih foteljašev ne zafrkava. Zakaj? Vsak namreč ve, da je lahko prav on naslednji, ki bo dobil klic. Kakorkoli, čeprav sta foteljašev zaščitni znak, nejevolja in sarkazem, pa je treba priznati, da pogosto postreže z zelo duhovitimi komentarji. Stari, a veš, da je v Planici padel nov rekord? Koliko? 8 treznih. Skoraj vsi šoferji avtobusov. V svojih šalah in dovtipih se loti vseh tem, naprimer medsosedskih odnosov med državami. Stari, a veš, da so Hrvati med najboljšimi v Sloveniji v basketu? Kako to Na misliš? svetu. Kako to misliš? Ja, pač geografsko, poglej, na severu imajo zlate, na jugu pa sever. Včasih se poleg aktualnega dogajanja dotaknejo tudi zasebnega življenja športnikov, naprimer. A veš, kako bo imel otrok od Tine Maze? Ja, če bo fantek, bo Štokli, če bo punčka, pa Milka. Ne uide pa jim niti cirkuško paradiranje politikov ob robu športnih prizorišč. Stari, a veš, da je Pahor za vsak gol naših hokejistov oddrsil 1 uro? Ja, sama ti veš, zakaj je to naredil v enem šusu? Zakaj? Zato, ker osu gre samo enkrat na leto. Torej, trdimo lahko, da so foteljaši postali stalnica sodobnega športa in čeprav bi si nekateri izmed njih roko na srce za svoj cinizem zaslužili dosmrtno ječo, pa ne smemo po letih soditi vseh foteljnih ljubiteljev športa. Med njimi so namreč tudi taki, ki se iskreno veselijo športnih dosežkov naših športnikov, zato si za konec oglejmo kolaž njihovega navijanja ob različnih vrhuncih športne zime. Peter Prevc misli, da je izvrstno prišel prek rtiča skakalnice. Kako daleč? Bo poletel blizu svetovnega rekorda! Novi svetovni rekord Petra Prevca! 250
upanja, da Maribor vendarle proti Sportingu pride do izolačenega gola! Filip Flisar še zadnji skok, bo uspel dobiti zlato medaljo. Filip Flisar je svetovni prvak. Jakub Fak v finišu prihaja zdaj proti cilju. Gremo Jakub Fak. Jakub Fak je svetovni prvak. To je odlična vožnja, lahko bi zdaj ne trdili, da bo to kolajna, ampak kakšnega leska bomo videli čez nekaj trenutkov. In če se slučajno sprašujete, zakaj so foteljaši največje uspehe Tine Maze spremljali preko radija in ne preko televizije, odgovor je preprost, na televiziji jih je komentiral Miran Alešič. Za vas sta mi foteljaše pomagala predstaviti Vid Hrovat in Amadej Šuperger. Tako, foteljaši so odšli, kokice so ostale. Bomo pa lahko še malo se pomalcali vmes. Kakorkoli, v tem premoru bomo podelili 2 nagradi in sicer kot prvo nagrado za najorganizatorja športne prireditve in nagrado za življenjsko delo kot drugo. Za prvo vabim na oder člana komisije te podelitve, gospoda Franja Pukarta, da se mi pridruži na odru. V obrazložitev nagrade za najorganizatorja športne prireditve pa naj povem, da so bili letos nominirani 3 prireditelji, ki so se izkazali v tem obdobju. Beli zajec je uveljavljena znamka in ekipa, ki pripravlja različne športne dogodke. Mozirski tim se je odkazal z odlično organizacijo nekaterih rekreativnih preizkušenj, vseeno pa je bila nekako ocena, da je še vedno največji odmev zapustila in ga še bo v prihodnosti pustila prireditev, ki se odvija na Ljubnem in seveda to je svetovni pokal v smučarskih skokih za dekleta. Zato je komisija, gledalci in glasovalci, vsi skupaj so sprejeli soglasno odločitev, da naj organizator za leto 2017 postane organizacijski komite za smučarske skakalne skoke v Ljubnem. Pa vabim predstavnika. Iskrene čestitke. Mogoče, če še ostanete na odru, kajti tudi druga nagrada bo šla nekoliko v to smer in sicer sledi podelitev nagrade za življenjsko delo, zato na oder vabim predstavnika podjetja KLS in direktorja občinske uprave občine Luče, gospoda Klavdija Strmčnika. To sta podeljevalca. Nagrado za življenjsko delo pa prejme dolgoletni delavec in sodelavec tega tekmovanja, ki smo ga omenjali pri pretekli nagradi, in sicer smučarski skakalec, predsednik ter alfa in omega skokov na Ljubnem, gospod Alojz Murko. Ste videli to? Sicer ga je spodneslo, ampak tele marke vas še vse naredil. Zdaj, da razložimo, gospod Murko v klubu deluje 30 let, skoke na Ljubnem pa je popeljal do višav, ki so bile še pred desetletjem nepredstavljive. Bil je začetnik ideje o organizaciji tekem za ženski svetovni pokal, realizator in človek, ki vsako leto skrbi za kadrovsko in finančno plat tekmovanja.
Tudi tekmovalno se je klub pod njegovim vodstvom razcvetel, njihovi tekmovalci so del svetovnega pokala, svetovnih prvenstev in celo olimpijskih iger. In z vsem tem pečatom, ki ga je pustil v športu, si je gospod Murko zagotovo zaslužil nagrado za življenjsko delo. Pa vam, gospod, dajemo mikrofon tudi mogoče za kako besedo. Res tole priznanje, hvala lepa režiji in gospodu Ivotu za lepo prireditev. Ampak tole priznanje je delo za naprej. Verjetno je delo za naprej, za naprejšnje leta. Za nazaj se bi pa zahvalil. Tule dvorani je dosti naših sponzorjev, donatorjev. Tule imamo tudi korajžnega župana Naroločnika, ki se je lotil skakalnice nove. Vsakamo čast. Pa ob tej priliki se še bi zahvalil glavnemu našemu sponzorju skakalnega kluba BTC, gospodu predsedniku Marmalu Jožetu. Pa priliko imam tule, zdaj, ko smo vsi zbrani skupaj, da vam zaželim srečno zdravo v 2018. Tako, najlepša hvala dobitniku nagrade za življenjsko delo, gospod Alojz Murko. Mi pa si bomo vzeli še en glasbeni predlah in z nami bo znova gospodična Mojca Bitenc. Dentro me
Mojca Bitenc. Mislim, da ob teh frekvencah človek ostane brez besed, se strinjam. Je bil aplavz, res lepa zahvala, tako da Mojca Bitenc, dajmo še en aplavz. Evo, mi smo pri zadnjih dveh kategorijah, torej kategorijah v članski konkurenci in predzadnja kategorija za danes je kategorija za najšportnico leta 2017. Nagrado pa bosta podelila predstavnik podjetja Podkrižnik in župan občine Mozirje, gospod Ivan Suhovršnik. In jo vabim na oder. Boste očitno sami, ampak se vam bo pa pridružila najšportnica, pa boste v paru, kajti za to kategorijo so bile nominirane 3 odlične dame, vsaka na svoj način, vsaka na svojem področju, in sicer nominiranke so lokostrelka Tina Gutman, alpska smučarka Tina Robnik in gorska kolesarka Monika Hrastnik. Lahko seveda jim zaploskamo. Kot v vseh ostalih kategorijah je tudi tukaj šlo zelo na tesno, na koncu pa je naslov najboljše osvojila punca, ki pedala poganja po strminah, kjer drugi komaj hodijo. Drage dame in gospodje, Monika Hrastnik. Še kratka obrazložitev. Monika je letos osvojila 7. mesto na svetovnem prvenstvu članic, 14. mesto v skupnem seštevku svetovnega pokala v spustu in 1. v evropskem pokalu. Zmagala je v Val di Soleju in Villingenu ter je bila absolutna najboljša v državi. Trenutno je tudi na 10. mestu svetovne lestvice kolesark, osvojila pa je tudi nagrado za kolesarko leta v Sloveniji. Drage dame in gospodje, Monika Hrastnik. Dober večer, še enkrat vsem. Vesela sem, da sem osvojila to priznanje, poleg priznanja za najboljšo kolesarko. To je sam dokaz, da delamo prav. Tako da, hvala še enkrat vsem, predvsem tistim, ki ste mi stali v strani. Mogoče vprašanje, ki mislim, da zanima vse v dvorani, kako se punca znajde v gorskem kolesarstvu, kaj bo trvalo te odločitvi za ta šport? Adrenalin. Adrenalin. In kje se pravzaprav da v teh koncih kolesariti? Kje trenirate, kje tekmujete? Ja, treniram pri meni doma. Imam progo. Imaš progo doma. In mogoče zadnje vprašanje, bila si športnica leta Zgornje Savinjske, bila si kolesarka leta, te lahko pričakujemo še v kakem izboru, naprimer za najšportno frizuro leta. To lahko cenite sami. To lahko ocenimo sami. Opazim pa, da tistih repkov, ki so krasili to frizuro v preteklosti, ni več. Kaj se je zgodilo z njimi, zakaj so šli stran? Je športni razlog ali sam? Čas je bil, da so šli. Čas je bil, da so šli. Okay, najlepša hvala, z nami je bila gospodična Monika Hrastnik, najšportnica leta Zgornje Savinjske. Sedaj pa znova legenda slovenskega kantavtorstva, drage dame in gospodje, Andrej Šifer.
Veste, 40 let je od tega, ker je išla moja prva plošča Zobo blues. Tako da se je že kar nabral nekaj enih komadi iz izkušenj in tako. In me vedno sprašujejo ljudje, odkje ideje, zakaj pravzaprav pišeš. V resnici pišem zato, ker moram, če ne bi počul. Gre bolj za eno osebno potrebo. Tako da, pa če še komu to zanimiv, pa toliko boljše. Tisto nekaj me poganja, kar hudiče iz mene izganja. Tiho notranje vodilo v neznano povabilo. A včasih, kadar pojem, jokam, z obupa znotraj krvavim. Sem le človek, pa razpokam, še dober, da čist ne znorim. V grlu glas, v duši plamen, ko iz srca izvali se kamen. Bolečina gre z ramen, saj tak je pesmi teh namen. Oče naš, če si v nebesih, pomagaj tem skreganim ljudem, da bi v njih dušah in telesih razsodnost zmagala, da sovraštvom se ne da. Pomagati usodi naroda. Sive celice v glavi tega ne znajo razumeti, kako je par ljudi v državi uspelo tako hudo nas sprejeti. Eni imajo nas za ovce, ponujajo nam svoj razvoj, ti prišli pobrat so novce, ne briga jih za naš obstoj. A še verjamem v pravico, naivno tudi v modrost, da skup z levico in desnico porinemo iz drekavost. Oče naš, če si v nebesih, pomagaj tem skreganim ljudem, da bi v njih dušah in telesih razsodnost zmagala, da sovraštvom se ne da. Oče naš, če si v nebesih, pomagaj tem skreganim ljudem, da bi v njih dušah in telesih razsodnost zmagala, da sovraštvom se ne da. Pomagati usodi naroda, pomagati usodi naroda. Če boste praznovali rojstni dan,
Gospod Šifer napiše skladbo za vašo taščo, kamor, očitno. Za taščo? Za taščo. Ker ste enkrat, mož pa žena sta iskala za taščo darilo in ona gre tja pred gospodinskim aparatom, pa prav, zakaj pa tle sem prav, je nekaj bi rada, moja mama, ne, bi rada nekaj električnega. Pa on prav, kaj pa stol? Dobra izbira. Gospod Andrej Šifer, dragi dame in gospodje, ni zadnjič na odru danes, še ga bomo videli, ampak tudi za duhovitosti zasluži ta aplavz. Tako, še zadnja kategorija nas čaka in sicer nagrada za športnika leta 2017. Na oder vabim predstavnika podjetja Sava in župana Gornjega Grada, gospoda Stanka Ogradi. Kdo so nominiranci v tej zadnji kategoriji? 2 nogometaša in 1 strelec. In sicer nogometaš Antonio Mlinar de la Mea in nogometaš Lovro Bizjak ter lanski zmagovalec Franček Gorazd Tiršek. Zdaj, seveda, dajmo jim en velik aplavz. Moram pa pri tej kategoriji povedati, na začetku sem omenil eno zelo težko besedo, diskrecijsko pravico. Tokrat jo je komisija izkoristila, kajti če bi izbirali najbolj priljubljenega športnika v Zgornji Savinjski, bi naslov romal v nogometne vode, ko pa se je pretehtalo tudi mednarodne rezultate, pa je najšportnik Zgornje Savinjske v letu 2017 postal strelec Franček Gorazd Tiršek, ki ga vabim, da se nam pridruži na odru. Takole, športni duh je premočan. Tako da dajmo še podaljšati tale aplavz za najšportnika Zgornje Savinjske doline, gospoda Frančka Gorazda Tirška. Seveda, kratka utemeljitev. Gospod Franček je zmagal že lani, ko je na olimpijskih igrah v Riu osvojil srebrno medaljo. Letos pa je bil zanj v ospredju predvsem svetovni pokal, ki je bil znova med najboljšimi z zračno puško, tako stoji kot leže. V posamični konkurenci je kar 4-krat osvojil 2. mesto, ekipno pa je slovil enkrat. Ker doma nima resne konkurence, naslove osvaja tudi po tekočem traku. S svojim pozitivnim odnosom do športa pa zagotovo lahko rečemo, da krepi športni duh vseh Slovencov, tako da, drage dame in gospodje, športnik leta, gospod Franček Gorazd Tiršek. Takole, mogoče kako dodatno vprašanje, kateri trenutek v letu 2017 vam bo najbolj ostal v spominu na športnem področju? Najprej lep pozdrav vsem skupaj. Leto 2017 je bilo zopet kar pestro na športnem dogajanju, čeprav smo v začetku leta izpustili prve tekme svetovnega pokala, kajti vemo, da v Sloveniji so malce težave s financami in smo se odločili, da obnovimo športno opremo, na kar so se začele tekme. Vsekakor je bil nepozaben nastop v Nemčiji na odprtem prvenstvu Nemčije, to je ena velika tekma v Hanovru, ker sem res odlično nastopil, sploh v finalu, ker sem presegel celo svetovni rekord, vendar na teh tekmah so svetovni rekordi se ne priznavajo, kajti treba je imeti, tekma mora imeti rang svetovnega prvenstva, svetovnega pokala oziroma olimpijskih iger.
Na kar so sledila še svetovni pokal v Osijeku, kjer sem zopet odlično nastopil in bil dvakrat drugi. In pa pred enim mesecem sem se vrnil z Bangkoka z Tajske, kjer sem zopet osvojil drugo mesto, tako da je bilo kar pestro. Vprašanje se ponuja samo, kaj bo treba narediti v letu 2018, da ne bo 4x drugo, ampak 4x prvo mesto? Ja, konkurenca je izredno močna, to je treba vedeti in da na vsaki tekmi, po domače rečeno, mešaš trene, je to kar zavidljivo, kajti tekmovalci so vsi naoštreni, vsi so vrhunsko pripravljeni, vsekakor pa leto 2018 prihaja z močnimi tekmami, kajti v naslednjem letu me čaka v Južni Koreji svetovno prvenstvo, na kar še druga zadeva, v letu 2018 se začnejo tudi zbirati kvote za nastop na olimpijadi v Tokiju, ki bo potekala v letu 2020 in tako, da bo treba zopet s polno paro in tako kot se reče, z glavo na pravem mestu. Tako, Zgornja Savinjska do Tokija. Gospod Franček Koras Tiršek, najšportnik leta 2017 v Zgornji Savinjski. Hvala lepa. Gospod. Obenem bi se zahvalil vsem, resnično vsem športnim delavcem v Zgornji Savinjski dolini in tudi drugim zanesenjakom, ki pomagate ustvarjati to športno zgodbo in pa najlepša hvala vsem, ki ste zame glasovali, ki ste glasovali tudi za druge športnike, pa še nekaj bom rekel na koncu. Športniki ponavadi pozabimo zahvalo tudi za fizioterapeute, kajti brez njih tudi mi ne bi bili uspešni. Takrat, ko nas nekaj boli, smo vsi kratki in mirni, ko dosegamo vrhunske rezultate, pa se to pozabi. Poleg teh fizioterapeutov ste tu prisotni tudi naši župani, naši sponzorji in pa vsi ljudje, ki nas spremljate. Hvala vam. Športnik leta, drage dame in gospodje. Mi pa bomo na oder še enkrat povabili skupino Ave, mogoče še dodatek o njih. Oni so najstarejša, verjetno ena najstarejših morda skupin potujočih v Sloveniji in kot dodatek naj dodam, prepotovali so celo Avstralijo in Južno Ameriko, tako da ste lahko veseli, da so danes z vami. Zaigrali vam bojo pa eno novoletno, ki bi jo naj slišali šele čez 3 dni, ampak mislim, da bo tudi zdaj pasala, namreč v soju silvestrskih luči. Hvala lepa. Zdaj prižgite vse luči, naj nad mestom zažari. Novoletni čas je čas za nas, ko pozabimo na vse skrbi. Novoletni čas naj spomni nas na vse drobne stvari. Soju luči silvestrske noči, zbrani smo vsi, ko polnoč zvoni, naj vstavi se čas. Čas za nas, za dobre ljudi. V soju luči silvestrske noči, zbrani smo vsi, ko polnoč zvoni, stavi se čas. Čas za nas, za dobre ljudi. Zdaj prižgite vse luči, naj nad mestom zažari.
le priškite vse luči, naj v srcih zagoni. Novi čas je čas za nas, ko pozabimo na vse skrbi. Novi čas naj spomni nas na vse drobne stvari. V soju luči silvestrske noči, zbrani smo vsi, ko polnoč zvoni, naj ustavi se čas. Čas za nas, za dobre ljudi. V soju luči silvestrske noči, zbrani smo vsi, ko polnoč zvoni, naj ustavi se čas. Čas za nas, za dobre ljudi. Naj ustavi se čas. Čas za nas, za dobre ljudi. Naj ustavi se čas. Čas za nas, za dobre ljudi. Skoraj smo že na koncu. Ste bili zadovoljni s prireditvijo? Je potekala v lepem duhu. Čist pred ta zadnjim glasbenim dejanjem pa bi besedo dali še enemu gospodu, ki je verjetno v veliki meri zaslužen, da se tale stvar premika, da tale izbor poteka, in sem prepričan, da ga poznate vsaj po glasu, če ne tudi po stasu, namreč gre za komentatorsko legendo, športnega novinarja in prvi glas letošnjega svetovnega prvenstva v rokometu. Drage dame in gospodje, z nami je gospod Ivo Milovanović, domačin. Izvoli, Ivo, mogoče mikrofon je tvoj, lahko poveš karkoli, edin, kar ne smeš reči, pa da je po tvoji uri še 10 minut do konca tele prireditve. Ja, ne bom rekel po moji uri, pač pa bi rad povedal tole. Lani je bil eden od očitkov, da sem se nekako skril, da se nisem pokazal. Pravzaprav je zadeva zelo enostavna. Prvo besedo imajo športniki, zatem trenerji in vsi tisti, ki delajo športniki, da dosegajo take rezultate. Mene predvsem veseli to, da smo na nek način začeli z afirmacijo športnikov v Zgornji Savinjski. Da Slovenija ve, da je tu cela vrsta odličnih športnic in športnikov in da smo tisti, ki na nek način prispevamo tudi k vrhunskim dosežkom slovenskih športnikov. Danes bi se rad zahvalil županom, ki imajo posluh za to prireditev, vsem pokroviteljem, ki jih vidite tu za mano na tej sceni, vsem nastopajočim in pa seveda vam, da ste prišli na to prireditev. Ne bi bil pravi novinar, če ne bi povedal še kakšno novico. Naš nominiranec, naš državni nogometni reprezentant je pred nekaj minutami postal očka. Čestitka, Antoniju. Vem, da bodo pripombe, zmagal bi moj ali pa naš, vendar treba je povedati, da komisija je imela letos res zahtevno delo. Večkrat smo se dobili pri meni na kolovratu, po več ur debatirali, debate so bile zelo, zelo strokovne, to moram povedati, in bi se rad zahvalil vsem članom komisije, ki so sodelovali najprej pri nominaciji, potem pa pri končni odločitvi. Mi smo tisti, ki smo prinesli končno odločitev, to je treba priznati, in v prihodnje bo tako,
Treba pa je seveda pohvaliti tudi vse glasovalce, tako na spletni strani, ki je bila letos prvič, in pa tudi pri Savinjskih novicah. Spoštovani, dovolite mi, da v imenu organizatorjev, komisije in vseh tistih, ki smo se danes tu trudili, zahvala Andreju, zahvala Mojci, zahvala skupini Ave, zahvala seveda tudi našemu Urošu. Želim vam, da bi bili v letu 2018 zdravi, da bi bili prihodnje leto spet zbrani, morda v Nazarjih, morda pa tudi v novi dvorani na Lučah. Torej še enkrat hvala lepa in srečno novo leto. Ivo Milovanović, drage dame in gospodje. Ja, napako priznati čisto človeško. Kaj sem pa pozabil? Pozabil sem pa tele fantičke in deklice. Pa ne na laž, to moram povedati. Pevo vodi Katji, hvala lepa. Vsem vam pa srečno, kako bomo rekli? 3, 4. Srečno. Dajmo še enkrat. 3, 4. Srečno. Takole, hvala lepa. Ob tem sem se spomnil, v Velenju imamo muzej premogovništva, ki je 200 metrov pod zemljo in noter te pelje najstarejše še delujoče dvigalo v Sloveniji. Kaj je informacija, ko hočeš dobiti to dvigalo. In da je žurka še večja, na tem dvigalu piše srečno. Tako da to poudarjajo. Hvala lepa. Takole, mogoče en čist kratek tehnični napotek, preden zaključimo to prireditev. Jaz prosim vse nagrajence, sponzorje, župane in nastopajoče, da po prireditvi še ostanete v tem prostoru za eno kratko slikanje. Ostalim želim en prijeten večer in seveda hvala. Hvala športnikom, trenerjem, organizatorjem, gledalcem, sponzorjem, skratka vsem, ki ste na kakršenkoli način vpleteni šport. Vem, da tole ni bila najkrajša prireditev v letu 2017, ampak se veste, kako pravijo, za prijatelje si je treba čas vzeti in mislim, da veste, kaj sledi. Drage dame in gospodje, za prijatelje si je treba čas vzeti in Andrej Šifrer. Mi znamo. Za prijatelje si je treba čas vzeti, se poveseliti in kdaj znat potrpeti. Nagnimo vrt slastjo, kot prej nikoli še, saj za prijatelje je dobro le najboljše. Priden v noč, dajmo ostati, se zlije dan, priden življenje nam razne drugo stran. Poglejmo si še enkrat v oči, stisnimo si roko in priznajmo si glasno, da za prijatelje si je treba čas vzeti, se poveseliti in kdaj znat potrpeti. Nagnimo vrt slastjo, kot prej nikoli še, saj za prijatelje je dobro le najboljše. Kako lepa slika! Sreče ne moreš
imeti sam. Moraš jo znati razdeliti še drugam. Z vrhov gora, od tam, kjer smo doma, naj sliši se v svet, bitje našega srca. Saj za prijatelje si je treba čas vzeti, se poveseli in kdaj znam potrpeti. Nagnimo vrt s lastjo, kot prej nikoli. Saj za prijatelje si je treba čas vzeti, se poveseli in kdaj znam potrpeti. Nagnimo vrt s lastjo, kot prej nikoli. Saj za prijatelje je dobro le. To pa imate najboljše. Bravo zbor. Bravo, Katja.